Od leta 2002 je gluhim uporabnikom slovenskega znakovnega jezika priznana pravica do uporabe slednjega v vseh postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave in izvajalci javnih pooblastil oziroma javnih služb. Na področju izobraževanja se ni veliko spremenilo. V 3 centrih oziroma zavodih za gluhe otroke v osnovnih šolah nimajo samostojnega predmeta slovenskega znakovnega jezika, v srednji šoli na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani pa v sklopu specialne pedagogike dejavnosti v okviru predmeta komunikacija izvajajo 1 šolsko uro slovenskega znakovnega jezika na teden. Poleg tega na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport že 2 leti čakata 2 zelo pomembna akta. Umestitev slovenskega znakovnega jezika v slovenski šolski prostor od vrtcev do fakultete in učni načrt za slovenski znakovni jezik kot izbirni predmet v šoli. V vseh teh letih ugotavljamo, da je izobrazbena struktura gluhih zelo slaba. Veliko upov smo vlagali leta 2002, ko je bil sprejet zakon, in smo upali, da bo predvsem na področju izobraževanja gluhim osebam dana ta pravica. Žal danes, po 16 letih, sicer imamo neke premike, se premika, pa vendar to ni v takšni meri, kot zakon določa. In kot so danes nekateri govorniki omenili, mi še vedno nimamo znakovnega jezika kot samostojnega predmeta, mi še vedno nimamo poučevanja v znakovnem jeziku, kajti prisotnost tolmača, ki tolmači v znakovni jezik, to ne pomeni, da se izobraževalni proces izvaja v znakovnem jeziku. In mogoče je čas, da gremo 1 stopničko naprej. Izobraževanje gluhih je potrebno v Sloveniji na nek način korenito spremeniti. Namreč že več kot 120 let poteka izobraževanje gluhih, pa vendarle je analiza državne skrbi ugotovila, da so gluhi med vsemi invalidi in na splošno v Sloveniji najslabše izobraženi. Torej nekaj v tem sistemu ne deluje. Čeprav se trudijo in delujejo, izhajajo, bom rekel, slabše izobraženi. Da lahko gluh na trgu dela konkurira, mora biti ne samo enako izobražen, temveč še bolj izobražen, da lahko konkurira. Naša pričakovanja so predvsem usmerjena v dvoje. Želimo, da pouk gluhih poteka v njihovem jeziku, v slovenskem znakovnem jeziku, bodisi z učiteljem, ki obvlada znakovni jezik, ali pa s tolmačem. To je prva zahteva. In druga zahteva je, da se gluhi izobražujejo tudi v svojem in o svojem jeziku. S sprejetjem strateškega dokumenta umestitve znakovnega jezika v šolski prostor si želimo, da se uredi tudi samostojni predmet znakovni jezik. Zavedamo se, da se lahko o znakovnem jeziku uči v sklopu ostalih predmetov, vendar se s tem izgubi identiteta tega jezika. To je tako, kot da bi učili značilnosti slovenskega jezika v predmetih komunikacija ali pa sporazumevanje. Tako kot ima slovenski jezik svoj predmet, svojo strukturo, si želimo, da tudi znakovni jezik ima svoj predmet. S tem se da jasen signal, da je to jezik, in s tem tudi omogoča identiteto tega jezika vseh gluhih uporabnikov, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik. Kadar se otrok uči v svojem jeziku, to zagotavlja nek normalen, čustven, socialen, duševni, intelektualni razvoj. Če tega ni, potem enostavno se izvaja hud jezikovni genocid nad otroci. In lahko rečem, če so včasih gluhim vezali roke za hrbet in je bil znakovni jezik prepovedan, bi lahko rekel, da se danes na nek način izvaja sodoben jezikovni genocid. Na tem posvetu je Natalija Rot, tolmačka slovenskega znakovnega jezika, predstavila svoje izkušnje s tolmačenjem gluhim učencem v redni osnovni šoli.
Kot največjo težavo izpostavlja dejstvo, da država financira le 5 ur tolmačenja na teden. Da otrok v integraciji ne bi smel imeti omejeno število ur tolmačenja, ampak je to v skladu z individualnim načrtom, ki se ga pripravi v strokovnem timu. Pri samem razumevanju vsebine podanja učiteljeve je bilo zelo pomembno, da je tolmač zraven, saj otrok veliko lažje razumel, kot če bi moral snov prebrati oziroma mu bi bila napisana. Se pravi, bi tolmač tisti, ki je omogočil otroku razumevanje snovi v njegovem jeziku, v njegovem maternem jeziku, in prav tako je lahko otrok veliko več oziroma se sploh oglasil, če je bil tolmač prisoten v razredu. Ko tolmač ni bil prisoten v razredu, otrok ni mogel tako enakovredno sodelovati, kot takrat, ko je bil tolmač prisoten. Je pa tudi s tem pokazal lahko svoje veliko in široko znanje, se je bil otrok polno socializiran. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je zato, da bi bil znakovni jezik v Sloveniji priznan kot avtohtoni jezik in da bi se prekinila dolga trnova pot do polnopravne uporabe znakovnega jezika na vseh življenjskih in delovnih področjih gluhih oseb, v Državni zbor vložila pobudo za dopolnitev ustave z znakovnim jezikom. Za spremembo ustave si želimo, da se korenito spremeni položaj slovenskega znakovnega jezika, da imajo status znakovnega jezika in da država namenja sredstva za razvoj znakovnega jezika. Želimo si, da se izboljša dostopnost do informacij in komunikacij. Gluhi potrebujejo za 100% razumevanje informacije znakovni jezik, osebe z okvaro sluha, ki ne uporabljajo znakovnega jezika, potrebujejo podnapise. Tretja stvar pa je, da se v šolski prostor umesti tudi predmet slovenski znakovni jezik. Moram pa reči, da vse, kar je bilo povedano, smo na ministrstvu s tem bili že seznanjeni skozi te različne dokumente, ki obstajajo, skozi debato, tako da pravzaprav nekih novih stvari nisem zvedela. Se mi zdi pa izredno pomembno, da se predstavniki gluhih in naglušnih, se pravi uporabniki slovenskega znakovnega jezika, med sabo pogovarjajo, da nekako približajo stališča, ker bojo na ta način tudi lažje dosegli neke rezultate napram ministrstvu in potem tudi za ves šolski sistem. Tako da mislim, da je bil posvet zelo pozitiven in upam, da se bo v tem duhu poslušanja in odkritega dialoga tudi nadaljevalo. Če bodo vsi postopki spreminjanja ustave tekli hitro, potem bi znakovni jezik v ustavi lahko zaživel že konec prihodnjega leta 2019.